Lep pozdrav. V tokratnem odmevu tedna vas bom gostil Martin Ahtigal, z menoj pa bo predavatelj dr. Sebastian Jeretič. Gospod Jeretič predava na Fakulteti za uporabne družbene študije iz Nove Gorice in že dolga leta komentira aktualno politiko ter je strokovnjak tudi na področju javnega nastopanja. Tako da si obetamo veliko od tokratnega odmeva tedna. Pozdravljen, Sebastian. Zdravo in hvala za vabilo. Zanima me namreč prva stvar, spremljala sva zanimivih, recimo temu 48 ur v slovenski politiki, namreč odhod Vesne Vuković, odhod gospe Škofic kot vodje kabineta, ter še nekaj drugih akterjev, zelo blizu v notranjem krogu premierja Goloba. Kaj to pomeni v tvojem pogledu za stranko in za vlado? No, zagotovo se je to zgodilo kot posledice dogajanja zadnje mesece, ko je bilo zelo veliko kritik, ne samo na račun neposredno Vesne Vuković in njenega delovanja v ozadju ali pa v političnem podzemlju, da tako rečem, ampak kritik nasploh na delovanje vlade, na delovanje predsednika vlade in to je neka reakcija verjetno na vse te procese. Vsaka taka sprememba seveda prinaša neko povsem novo dinamiko. Jaz verjamem, da bo Vesna Vuković že čisto zaradi svojega karakterja in vloge, ki jo je igrala že preko je bila domnevno novinarka, dejansko pa seveda politično zelo angažirana, da bo še naprej opravljala določeno vlogo v tej celotni konstelaciji. Je pa zagotovo dosti težje, ko si enkrat umaknjen iz uradnega položaja. Če ne drugega, si umaknjen iz uradnih sestankov, imaš precej manj informacij, tudi s popolnoma drugačnim pogledom, z drugim nekim kontekstom sodeluješ v tem procesu, tako da tu bo zagotovo ena velika sprememba. Zanimivo je seveda tudi dogajanje v kabinetu predsednika vlade, tam se napoveduje še nekaj odhodov, glede na to, da je tako ali tako predsednik vlade kar precej odsoten, bodisi kar se tiče dopustov ali bolniških, ali ga enostavno ni videti v nekem političnem dogajanju, je vprašanje, kako bo dogajanje v kabinetu vplivalo na te procese. Mislim pa, da bo dosti bolj pomemben ta odhod Vesne Vuković in okrepitev struje finančnega ministra Klemna Boštjančiča, mogoče celo v pripravi na neke premike na vrhu proti koncu leta. No, ko si že ravno omenil finančnega ministra Boštjančiča, namreč znano je, da naj bi na mesto generalne sekretarke bil sedaj generalni sekretar gospod Marolt, ki je v bistvu pozna ali je spada v nek ožji krog finančnega ministra Boštjančiča, ki ima zelo zanimivo recimo temu pot v smislu Adrie in tako naprej. Hkrati se pa sedaj zelo hitro povzpenja po lestvici, tako rečeva. Postal podpredsednik vlade, naj bi postal tudi podpredsednik stranke Svoboda. Kako ti gledaš na gospoda Boštjančiča? Do zdaj je bil recimo temu zgolj finančni minister. Kakšno prihodnost mu napoveduješ? Torej, očitno se je zelo pozitivno zasidral v tej konstelaciji moči trenutne. Sicer je popolnoma nenavadno za finančnega ministra, da deluje tako politično aktivno. Finančni ministri imajo v glavnem običajno nalogo biti bolj tiho in paziti na dogajanje na mednarodnih finančnih trgih, zato ker ena izjava finančnega ministra lahko seveda prinese par 100 milijonov luknje v vsaki državi, zaradi vprašanja bonitetnih ocen, obresti in tako naprej. Tako da je bilo zelo nenavadno, ker je od prvega dneva gospod Boštjančič zelo aktivno, politično, tudi medijsko nastopal. Očitno mu je v tej konstelaciji uspelo nekako se uveljaviti kot najbolj kredibilna alternativa Golobu. Večkrat se je že zgodilo, da ko se vzpostavi neka leva vlada, začelo se je recimo s Pahorjevo vlado, isti moment so določeni krogi v ozadju že začeli razmišljati, kdo bi ga lahko nadomestil tokom mandata. Nekaj časa se je recimo špekuliralo o tem, ali bi to lahko uspelo Alenki Bratušek, ki je, da jim reč, nek tak manever izpeljala takrat v sklopu Pozitivne Slovenije, ampak očitno je bila dana tukaj malo na stranski tir in je Klemen Boštjančič se vzpostavil kot nekako najmočnejši lik te konstelacije, verjetno tudi zaradi tega, kar sem prej omenil, zaradi neke odsotnosti predsednika vlade in enostavno zapolnil ta prostor. Mislim, da deluje dokaj spretno
in da je kar realna možnost, da bi recimo po popolnem debaklu koalicije na evropskih volitvah, ki se zna zgoditi pod vsemi drugimi pritiski javnosti, padanja podpore v anketah, strahu centrov moči pred tem, kaj se bo zgodilo na prihodnjih volitvah, da bi nekje po evropskih volitvah se začel pripravljati nek manever za zamenjavo gospoda Goloba z gospodom Boštjančičem. Zdaj, ko je nastala Svoboda, je nastala tako kot neko združenje raznoraznih interesov in gospod Boštjančič sodi seveda v en del tega mozaika, ki se je sestavil. To je del, ki je blizu recimo gospodu Jamniku in določenim drugim akterjem, ki že zelo dolgo igrajo pomembno vlogo v paradržavnem gospodarstvu. No, tako da to zagotovo pomeni tudi krepitev tega kroga. Kako se bo gospod Marolt znašel v tej novi vlogi, je seveda veliko vprašanje. Vidimo, da je to težava vseh teh novih političnih projektov. Enostavno imajo ljudi brez političnih izkušenj, brez neke politične socializacije in zato vsak vstopi na ta položaj predvsem svojim karakterjem, bolj kot čemerkoli drugim. Pri Vesni Vuković smo videli, da to niti slučajno ni delovalo niti v najožjih vrstah, kaj šele navzven, in tu bo za videti, ali je vloga gospoda Marolta bolj nekako zabetonirati varnost pri kadrovanju, kar je sicer za ta krog bilo že zdaj kar v redu zagotovljeno, mislim, da niso imeli nobenih težav, in da gre bolj mogoče za neko tisto obrambno igro, ko dobiš rdeč karton, pa raje daš še kakega veznega igralca v obrambo, da se v zadnjih minutah ne bi zgodilo kaj nenavadnega. No, ko ste si omenil zadnje minute in evropske volitve, namreč za gospod Vuković, ona je večkrat napovedovala, da je njena ena izmed glavnih preokupacij ravno evropske volitve. In sedaj na seji, na kateri naj bi se pogovarjali o evropskih volitvah, ona sprejme odločitev, da odhaja, oziroma se to oznani, da odhaja. Kako gledaš, omenil si možnost debakla, kako gledaš na priprave na levi strani glede evropskih volitev? Namreč očitno pri SD-ju bo na vrhu gospod Nemec, za vse ostalo smo še dokaj v nejasni situaciji. Kak je tvoj pogled na to situacijo? Jaz mislim, da je to enostavno posledica kaosa, ki tako ali tako je značilen za trenutno koalicijo. Jaz pričakujem debakl te koalicije. V najboljšem izidu za njih se lahko zgodi, da bodo izgubili 6-3 v številu poslancev, možno je celo 7-2 v kakem črnem scenariju, in tukaj bo to, čeprav gre za nekaj popolnoma drugega, kot so državnozborske volitve, pa ima izjemen strateški učinek, če ne drugega, vsaj za nekaj mesecev določijo neko politično dinamiko, predvsem pa interpretacija tega debakla. Mislim, da celotna koalicija, vse tri stranke seveda niso niti približno pripravljene na evropske volitve, tako da ne samo, da pričakujem precejšnjo zmago desne sredine, ampak da tudi v tem bazenu, ki je levo-liberalni, se znajo zgoditi kakšni povsem drugi akterji. Jaz prej bi rekel, da če bi že bile stavnice odprte, bi prej stavil recimo na gospoda Prebiliča, ki je sicer ena zanimiva kombinacija, ta kombinacija njegova z Vesno, kot pa recimo na kako od strank koalicije. Čeprav zanimivo je pri gospodu Prebiliču, da večkrat mu v anketah dobro kaže, pa potem rezultat nekako tega ne potrdi. Se ti zdi, da je še vedno omejen s to lokalnostjo, regionalnostjo, ali bo dejansko mogoče so evropske volitve za njega priložnost, da prebije ta okvir? No, jaz mislim, da tisti padec se zgodi tudi zaradi tega, ker nima strukture. Ker eno je recimo pridobiti načelno naklonjenost javnosti, ne? Druga je pa pol te ljudi res tudi za roko pripeljati na volitve. Tokrat bo zanimiva kombinacija, pri čemer mislim, ne da on odstopa, dajmo reči, od Vesne in te zelene agende, seveda je to neka naravna kombinacija. Vendar javnost do sedaj njega ni prepoznala kot nekega
dajmo reči, neko avantgardo zelenega prehoda. Prepoznala ga je najprej kot profesorja in strokovnjaka na področju obramboslovja, mednarodnih odnosov, kjer je dolga leta komentiral zadeve, in kot zelo uspešnega župana Kočevja. Zdaj se bo zgodila še ta neka kombinacija in tu je veliko vprašanje, koliko je recimo neke terenske infrastrukture, ki bi mu lahko omogočila uspeh. Vsekakor pa mislim, da že zgolj z medijskim delovanjem si lahko zagotovi en mandat. Mislim, da bo tako, glede na pričakovano udeležbo za mandat nekje med 40-45 tisoč glasov približno treba imeti, glede na to, da je Slovenija pridobila še enega poslanca, in mislim, da je sposoben zagotoviti ta rezultat. Enako kot mislim, da ne glede na vso krizo, izjemno globoko krizo socialnih demokratov, bi tudi socialni demokrati ta rezultat morali dobiti. To je približno polovica njihovega običajnega rezultata. Ponovadi so nekje med 80 in 90 tisoč, in tudi če se je zgodila res popoln razpad stranke, mislim, da bi ta rezultat nekako morali kljub vsemu doseči. No, predvsej več težav zna imeti Levica, tudi glede na njihovo siceršnjo dinamiko zdaj v stranki in ta razkol med, lahko rečemo, še vedno uličnimi aktivisti pa foteljaši, nekako, ki se dogaja. Kako gledaš ti na ta razkol? Namreč gospod Kordiš, kakorkoli bil v preteklosti zelo glasen, je zdaj, kot da ga ne bi bilo, kot da ne bi obstajal nikoli. Mislim, saj takim strankam gre čiščenje ljudi iz zgodovine. Pričakovan je bil nek izbruh nezadovoljstva, zato ker najprej to ni stranka, to ni aparat. To je neke vrste združenje ali pa lahko rečemo neka intelektualna zadruga skrajne levice, in je bilo za pričakovati, da bo razkorak niti ne toliko na idejnem mogoče razkoraku, ampak predvsem na ljudi, ki zdaj sedijo na odgovornih položajih in se zavedajo, da stvari, ki jih obljubljajo javnosti, enostavno ne morejo narediti. Zaradi tega, ker niso sposobni zgraditi stanovanja, ker so se šele zdaj seznanili z sistemom, s problemi. Tako da, torej na eni strani so ljudje, ki so se soočili z realnostjo, malo jim je verjetno tudi v glavo udarilo, ker so prvič v življenju v nekem takem položaju. Na drugi strani pa ostanejo še vedno tisti aktivisti, ki mislijo, da je njihove obljube možno izpolniti in da je problem v nesposobnosti njihovih kolegov na položaju. Tako da ta razkorak je bil popolnoma pričakovan. Po drugi strani je poslanec Kordiš eden najbolj, dajmo reči, ljudi, ki delujejo najbolj primitivno v političnem prostoru, in če se obnaša tako primitivno do drugih, se verjetno tudi do svojih kolegov na podoben način nekako obnaša, tako da tudi tisti, dajmo reči, razkol med njimi je bil pričakovan. Zdaj se pa očitno trudijo nekako zapreti to fronto, poiskati mogoče nek kompromis, in bomo v kratkem videli, ali jim je to uspelo ali ne. Tako da tisti izbruh je bil res zanimiv, kaže pa tudi na to, da tudi Levica ni stranka, ni aparat, ampak, kot sem rekel, neko interesno združenje, intelektualno združenje, ki se je zbralo tako, čeprav deluje že, dajmo reči, dolga leta v političnem prostoru. Sicer se take zadeve rešujejo v stranki, in ko pride do razkola, je to res dokončen razkol. Pomeni to že pripravljenost na novo stranko, na kaj drugega. Ampak v vsakem primeru mislim, da bodo imeli zelo velike težave, da bi dobili tisti mandat, ki ga tudi do zdaj seveda še nikoli niso, tudi ko so bil precej boljši formi. To se mimogrede dogaja tudi drugim podobnim projektom v Evropi, torej projekti neke skrajne levice, ki prodajajo veliko zgodbo, potem pa dobijo odgovornost. Syriza, Cinque Stelle, Podemos, skratka, več je bilo takih primerov, ki so se seveda potem čez noč sesuli, in na njihovem pogorišču je nastala neka nova skrajno leva stranka z podobnimi obljubami, samo z nekako drugimi akterji. No, tako da to lahko tudi v kakšni drugi državi opazimo. Če se vrnemo v Slovenijo, namreč v preteklih letih, ko smo se že kdaj sedela na kakem podobnem omizju, vedno govoriš o pomembnosti strukture stranke, vedno o pomembnosti ljudi pripeljati na volišče. Kako pa ocenjuješ recimo temu potencial Svobode trenutno? Namreč kot stranka so sedaj 2 leti obstajajo,
menda ustanavljajo neke odbore, se trudijo na terenu. Kako vidiš to situacijo? Je Svoboda že prešla recimo to mejo, o kateri vedno premier Golob govori, da je to stranka za več mandatov, da je to vlada za več mandatov? Se je s temi zadnjimi odhodi v bistvu pokazalo, da se ta napoved ne bo uresničila? Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da niti slučajno jim ni uspelo postati dejanska stranka. Ravno tudi zaradi tega, ker je oseba, ki bi bila zadolžena za to, torej Vesna Vuković, se raje ukvarjala s povsem drugimi zadevami. Mislim, da niso zgradili čisto nobenega aparata. Čujem, da je tudi tista okolja, ki recimo nimajo ali svojega poslanca ali nekoga, ki bi lobiral, recimo, da tako rečem, za njihove ljudi, so seveda popolnoma izločeni. Velik del glasov in struktur takrat so nabrali tudi tako, da so recimo neke močne lokalne politične projekte, torej samostojne župane in podobno pridobili za tiste parlamentarne volitve, jim, dajmo reči, lahko pomagali na naslednjih lokalnih volitvah, pol pa tudi tam pozabili. Skratka, ni se zgradil aparat tudi zaradi tega, ker se ni imelo enostavno nikogar z političnimi izkušnjami, ki bi jim sploh povedal, kako to zadevo narediti. Vse, kar je uspelo, je bilo določeno omejeno kadriranje. Videli smo lahko recimo, da je bil prvi bazen GEN-I zelo omejeno, zdaj vidimo, da je bazen Adrie Airways. Skratka, gre bolj po tem, kdo mi je v najvišjem telefonskem imeniku, kot pa da bi se gradil recimo nek aparat. Tudi zaradi tega mislim, da ne bodo imeli čisto nobenega terenskega potenciala v tej kampanji, ampak da bodo dobili samo tiste glasove, ki jim bodo enostavno padli. Kot se reče, imamo aviacijo pa pehoto. Aviacija je kampanja vidljivosti, pehota je terenska kampanja. Mislim, da kar jim bo padlo iz nekako medijske kampanje pa iz te abstraktne podpore, ki jo še vedno uživajo v anketah, je maksimum, kar ga lahko dobijo, zaradi tega, ker enostavno ne bo mobilizacije za te volitve. Edina, dajmo reči, sprememba, ki se lahko zgodi, je, da jim spet pristopi na pomoč, dajmo reči, ta struktura nevladnih organizacij, ki bi jim pridobila te terenske glasove, tako kot jim je na parlamentarnih volitvah precej prispevala. Je pa vprašanje, koliko bodo motivirani, glede na to, da se segli zapleta tudi pri transferju vseh tistih milijonov, ki so si jih obetali nekako od te vlade. Tako da tam ne pričakujem nekega velikega potencijala. Dejansko v tem bazenu koalicije edini z še kolikor toliko, da jim reči vsaj nekako sporadično terensko strukturo je SD, tudi to ni več struktura, kot je bila včasih, ampak vsaj nekaj malega recimo ima. Drugače pa je tukaj, kar se vidika terenske infrastrukture tiče, desnica seveda precej močnejša. No, Sebastian, ena izmed tem gotovo, ki je bila zaznamovala parlamentarno diskusijo ta teden, je bil druga obravnava predloga zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanjega SFRJ, kjer je v bistvu tudi Komisija za slovenski jezik pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti dejala, da uvajanje poučevanja maternih jezikov ne deluje v korist slovenske države in njenih prebivalcev. Na to sicer je najbolj sporni dodatek oziroma člen zakona tudi koalicija sama umaknila, vendar kako ti gledaš na to, če smo se prej pogovarjala o strukturi stranke, o neki prisotnosti na terenu? Je to morda eden izmed načinov, s katerim si želi Svoboda in Levica prikopiti nekaterim, recimo temu, terenskim volivcem, kot smo jih poimenovala prej? Zagotovo to je ena tema, ki lahko zelo veliko prinese. Zaradi tega, ker te nacionalne strukture, pa če se angažirajo, imajo lahko zelo, zelo veliko volilno disciplino. Zato, ker so tega vajeni. To je, bom rekel, nek način političnega delovanja. Po drugi strani pa mislim, da je tukaj Levica povsem iskreno, brez neke kalkulacije zagovarjala to temo, ker je to ideološka tema, ki jo Levica v vsakem primeru zagovarja. Torej, tle gre za, kot bi rekel Jonathan Haidt, psiholog, moralni steber lojalnosti skupini, kjer Levica zavrača vsak primer, dajmo reči, neke nacionalnosti ali kakšne druge identitete in zagovarja globalno
identiteto z tega vidika in singularno z vidika neke, dajmo reči, svobode. Tako da mislim, da je Levica zagovarjala to vsebino povsem iskreno, torej brez neke kalkulacije. Očitno je pa problem spet v komunikaciji. Tukaj je težko vedeti, kaj je bil dejanski namen tega zakona oziroma kakšne bi bile dejanske posledice, recimo tudi za delovanje šolskega sistema, za financiranje šolskega sistema. Jaz seveda zagovarjam pravico vsake kulture, da se razvija in vsake skupnosti, da se razvija. Vprašanje je samo, na kakšen način zagotoviti to opcijo otrokom teh skupnosti, še posebej pa upoštevajoč, da na drugi strani imamo pa absolutno pomanjkanje nekega resnega odnosa do slovenske kulture in slovenske identitete in slovenskega načina življenja. In to ne samo pri vprašanju, dajmo reči, integracije ali sobivanja. Torej ne v smislu, zdaj na drugi strani bodo tako rekli, ja, tle gre za poskus asimilacije in izničenja nacionalne identitete. Ampak mislim, da gre dejansko za vprašanje, kako najprej biti ponosen vsak na svojo kulturo, tako kot recimo pripadniki drugih kultur na svojo so, in da gre tle dejansko za nek globi kulturni boj, ki se v Sloveniji vleče že skozi stoletja med liberalnim in recimo katoliškim taborom in tako naprej. Odpira pa ta tema še en drug vidik, ki pa mi je malo bolj blizu, kar se tiče spremljanja. To je pa recimo vprašanje odnosa zdaj, vprašanje italijanskega jezika v šolskem sistemu, recimo. Naša generacija, ki je odraščala v slovenski Istri, seveda govori italijansko že tako dobro, da Italijani težko sploh včasih zaznajo, da nismo Italijani. Ampak to zato, ker smo se naučili italijanščine iz televizije, iz Trsta, iz, bom rekel, pogovorov s Italijani na ulici in je bil šolski sistem zgolj nek manjši dodatek. Jaz sem pa zdaj skozi dajmo reči, spremljanje 3 otrok skozi naš šolski sistem, kjer imajo dejansko 13 let italijanščine v šoli, ugotovil, da je nekaj globoko narobe. Ti otroci se seveda več ne učijo italijanščine iz televizije, iz nekih drugih korakov, ampak so perfektni recimo v znanju angleščine zaradi tega. Po drugi strani je pa šolski sistem ostal popolnoma enak in od njih zdaj recimo v gimnaziji zahteva zadeve, na katere smo mi lahko bili pripravljeni. Te generacije pa niti slučajno in prihaja do zelo nizkih ocen, recimo na tem področju, do popolne izgube časa, ker se šolstvo ni prilagodilo in na drugačen način lotilo, pa še vedno mislim, da je zelo pomembno, da bi recimo se učili italijanščine v našem okolju, ampak recimo šolski sistem popolnoma nepripravljen in mislim, da je vztrajanje na trenutnem kurikulumu italijanščine, ne glede na zagotovljeno dvojezičnost in tako naprej, velika napaka. In zdaj, če šolski sistem v točki, ki je praktično ustavna kategorija, ni bil sposoben iti nekako s časom, se sprašujem, na kakšen način bi bilo zagotovljena ta pravica, ki jo je želela recimo Levica pa koalicija v celoti spraviti v zakon, kako bi ta zadeva v praksi recimo delovala. V vsakem primeru imajo pripadniki teh skupnosti možnost, da se učijo svojega jezika. V končni fazi je vprašanje zdaj, ali naj bo to dejansko breme proračuna, ali je to stvar, ki jo lahko vsaka skupnost razvija, pomaga na nek svoj način. Živimo v času, ko imajo z internetom možnost v prostem času ali pa na neke druge načine razvijati to svojo identiteto in enostavno mislim, da ta rešitev ni bila premišljena, kar se tiče konkretne zakonske rešitve in sistemske rešitve, tako kot večino drugih zadev ta koalicija ni ustrezno premislila, skomunicirala in potem tudi v zakonu ustrezno zapisala. No, gotovo saj sva videla, da v bistvu tem organizacijam kulturnim za ohranjanje recimo temu kulturne prisotnosti, izročili in tako naprej, že sedaj država v bistvu namenja milijone evrov skozi državne in občinske proračune.
Hkrati smo pa lahko videli, da ko je bilo pa vprašanje argentinske šole za Slovence v Argentini, pa vlada nikakor od začetka, dokler ni bilo dovolj javnega pritiska, ni najdla nekega smisla v sodelovanju ali podpori, pa so bili zneski neprimerljivo manjši. Tako da z vidika, recimo temu, boj za ohranjanje kulture drugih pri nas naše v narekovaju kulture drugje pa ne, kar je en tak zanimiv koncept in hkrati verjetno, tako kot si rekel, sledenje dosledno lastni ideologiji. Ampak če sva recimo temu ostala zdaj na Balkanu, pa poglejva širše nazaj v Evropo, še na desni polovici, namreč von der Leyenove evropske volitve. Izmed 499 delegatov Evropske ljudske stranke je 400 delegatov potrdilo Ursula von der Leyen, vendar zanimivo je, da je prejela 98 glasov proti, 300 pa se jih celo glasovanja ni udeležilo in niso oddali glasu. Kaj tebi to pove o njeni prihodnosti kot špicen kandidatke? To je seveda zelo slab signal, če tvoja stranka, ki te predlaga, ni enotna. Dejansko je celo razklana skoraj na polovico, če štejemo tistih 300 manjkajočih kot nek znak mehkega protesta, potem je to seveda zelo, zelo slab znak. Še slabši je pa v tem, da z vseh koncev političnega prostora seveda letijo kritiko na delovanje celotne bruseljske politične elite in da podatki kažejo, da se bodo razmerja moči v Evropskem parlamentu zelo pomembno spremenili. Ne bodo to zdaj neke tektonske spremembe, ampak glede na to, da že po prejšnjih volitvah se komaj da sestavlja neka večina v parlamentu, bo to tokrat mogoče celo nemogoče. In veliko vprašanje je, ali se bo sploh lahko sestavlja neka večina za prihodnji mandat, ali pa bo Ursula von der Leyen ostala na vrhu zaradi tega, ker ne bo nikogar drugega in bo ostala, dajmo reči, vršilka dolžnosti te funkcije. V vsakem primeru pa je zelo slab znak, da celo v lastnih vrstah, kjer bi moralo biti z aklamacijo seveda potrjena, doživi tak rezultat, kot ga je doživela. In to je tudi zelo velik znak krize Evropske ljudske stranke, kjer očitno prihaja do nekega odliva, dajmo reči, v neko bolj suverenistično desno strukturo, ki temelji ravno na tem, lahko rečemo, politično-kulturnem boju dveh vrst identitet, torej suverenistične pa globalistične. In tisti del ljudske stranke, ki je koaliral z socialisti in z levimi liberalci, je dejansko koaliral ravno s tem. Koaliral je z neko globalistično multikulti skupino in zaradi tega začel izgubljati znotraj ljudske stranke podporo tistih strank, ki mislijo, da je spoštovanje, ne prevlada, ampak spoštovanje lastne nacionalne kulturne identitete pomemben del moralnega, nacionalnega, evropskega življenja. In ta razkol znotraj ljudske stranke zna imeti kar precejšnje posledice v prihodnjem mandatu Evropskega parlamenta. No, omenil si ravno to, namreč Evropa je očitno nekje izgubila to svojo smer, da naj bi urejala samo tisto, kar nujno mora, namreč subsidiarnost očitno je tukaj se nekje v načelu izgubila. Tako kot se je izgubila tudi načelna podpora oziroma podpora vseh treh slovenskih strank članic EPP-ja Ursuli von der Leyen, namreč tudi tukaj so se razdelili, SLS in SDS ni glasoval za Ursula von der Leyen, medtem ko NSI je. Kako pa vidiš, če smo prej govorila o pripravljenosti leve polovice na evropske volitve, kako tukaj gledaš pri nas v Sloveniji na pripravljenost desne polovice na prihajajoče evropske volitve? Najprej jaz mislim, da ta odločitev Nove Slovenije je v veliki meri seveda tudi osebna odločitev Ljudmile Novak, ki sodi v ta bolj globalistični del mogoče ljudske stranke in zdaj ali zaradi tega, ker zagovarja to, ali tudi kot neko vrsto reakcijo na vse, da reč, pretekle odnose, ki jih je imela mogoče z Janezom Janšo. To je vprašanje in to vejo bolj recimo v Novi Sloveniji. Kar se tiče pripravljenosti desnice, mislim, da je SDS fenomenalno pripravljena, da je sestavila zelo močno ekipo, kjer so čisto vsi kandidati ambiciozni, kar pomeni, da bodo izjemno delali na individualnih, na preferenčnih glasovih, kar seveda na koncu se sešteva za rezultat stranke.
Mislim, da je zelo pomembno, da so dali tudi torej dve mladi kandidatki, ki bosta v povsem drugem bazenu z digitalnimi orodji in z neko tako torej neposredno kampanjo, ki mislim, da jo kar dobro izvajajo, pridobili torej še neke dodatne glasove. Tako da, kar se SDS-a tiče, mislim, da so zelo, zelo dobro pripravljeni. Nova Slovenija je sestavila najmočnejšo ekipo, ki jo lahko ima, glede na to, da je to stranka, ki ima spet neko tradicijo, strukturo, mislim, da bi tisti prag seveda morala doseči, ker bilo je nekaj dvomov, ali jim bo uspelo doseči prag, ampak jaz mislim, da kar se tiče rezultata na evropskih volitvah, lahko ankete javnega mnenja precej zavajajo. Predvsem zaradi tega, ker je nizka udeležba, kar pomeni, da se udeležijo predvsem zvesti volivci in Nova Slovenija ima zveste volivce in glede na to, da je dala, torej da štarta z vsemi močnimi kandidati, mislim, da bi ta mandat morala pridobiti. Pa se ti zdi, da jim ne more, recimo temu, imamo Slovenci ta zanimiv refleks, da vidimo, da imamo politike za v Bruselj, pa politike za v Slovenijo. In sedaj ta močna ekipa, ki je močna v Sloveniji, se ti zdi, da je potencial z vidika tega, da je to morda, se jim zgodi ta refleks, ne? Hočete oditi v Bruselj tisti, za tiste, ki si želijo njihovi volivci, da bi bili v Sloveniji. Misliš, da jih je lahko to kakorkoli kaznuje? No, jaz mislim seveda, da morajo dobro skomunicirati to odločitev svojemu volilnemu telesu. In to je stranka, ki je aparat, ki ima tudi kanale neposredne komunikacije z bazenom, ki ga nagovarja in mislim, da ne bi smela imeti dosti težav, da jim razloži, da je izjemno pomembno za stranko, pa ne glede na to, kdo konkretno bo potem šel v Bruselj, če bi se izkazalo, da je to ta dvom, pa naj usmerijo preferenčne glasove recimo v nekoga, ki ga bodo lažje pogrešali v slovenskem političnem prostoru. Tako da v vsakem primeru pa pričakujem, tako podobno kot pri SD-ju, da bo aparat dovolj močan, da zagotovi recimo en mandat. Neznanka, ki se bo pa skozi kampanjo pokazala, je pa vprašanje Slovenske ljudske stranke. Tukaj je zanimiva kombinacija, torej najprej enega izkušenega in izjemno prepoznavnega kandidata, to je gospoda Bogoviča, ki ima tistih svojih 10 do 15 tisoč zanesljivih glasov že kot oseba, kar se je videlo po preferenčnih glasovih v preteklosti, izjemno atraktivnega nosilca liste gospoda Gregoriča, ki se je v nekem delu javnosti skozi leta kot skozi medijske nastope zelo uveljavil. In zdaj vprašanje je najprej, kako bo ta kombinacija delovala, predvsem pa je temeljno vprašanje tukaj, kaj bo tukaj lahko naredil teren. Problem ljudske stranke je pa v tem, da ima izjemno močen potencial na terenu, ki se pa nikoli ne uspe ustrezno aktivirati, ker je to potencial, ki živi lokalno politiko in ko na lokalnih volitvah se bodo raztrgali od vrat do vrat in zagotovili maksimum glasov, ni jih pa že dolga leta nihče uspel prepričati, da ponovijo vajo tudi na nacionalnih ali evropskih volitvah. Tako da mislim, da če že govorimo o pripravljenosti na desni sredini, največ izzivov pred seboj bo imela Slovenska ljudska stranka, kako dajmo reči, zagotoviti dejansko udeležbo vseh, ki so naklonjeni njihovi ekipi in tu jih čaka precej dela, kot sem pa rekel, imajo pa velik potencial, imajo dva različna atraktivna kandidata na listi in bo pomembno torej vedeti, kako bodo uspeli ta terenski izkupiček zagotoviti v sami kampanji. To je verjetno največji izziv v bistvu za predsednika stranke Marka Balažica, kako je uspel v tem letu dni, kolikor je predsednik, nekako konsolidirati, popraviti, zakrpati stare razmere in tako naprej. Tako, absolutno bo to zelo velika naloga zanj in za celotno vodstvo stranke. No? Torej, kako pa še ocenjuješ recimo verjetnost, namreč menda so v določenih krogih spet potekali pogovori o nekem skupnem nastopu v različnih kombinacijah na evropskih volitvah. Kako ti na to gledaš? Namreč za naš medij je v Bukarešti gospod Janša dejal, da dve recimo listi se mu zdita smiselno in še vedno bi bilo možno, da se nekako dogovorijo, da vsak zase je bolj pod vprašanjem, ena skupna lista zaradi logike glasovanja naj ne bi bila optimalna. Kako ti na to gledaš?
To je stvar kalkulacije in dejansko na eni strani, bom rekel, strateškega pogleda, na drugi pa predvsem ego pogleda. Ne? Tudi v preteklosti, ko so se dogajali kakšne kombinacije, je bil vedno en del nekoga proti in razočaran, ker se je moral odpovedati delu lastnega, osebnega interesa zaradi širšega interesa, da mu reč politične zgodbe. Bodi si kombinacija, da bi šlo SLS pa SDS ali SLS pa Nova Slovenija, v vsakem primeru nekdo se mora torej odpovedati ali pa ima manjše šanse, da bi ta oseba konkretna prišla v Evropski parlament. Skratka, gre za, da mu reč, trenje med osebnimi, parcialnimi interesi in interesi neke politične zgodbe. Tako kot se trenutno peljejo zadeve, precej dvomim, da bi se zgodila neka optimalna kombinacija, ki zagotovo je dve listi. Torej ena, ki je mogoče trša, suverenistična, ena, ki malo kombinira ta mehkejši del Evropske ljudske stranke. Predvsem zaradi tega mislim, ker je znotraj Nove Slovenije po mojem prepričanje, da lahko dobijo mandat sami in bi bilo mogoče za nekatere nesmiselno iti tvegati, da bo ta mandat s preferenčnimi glasovi pripadal recimo nekomu drugemu. Tako da jaz mislim, da bodo osebne kalkulacije tukaj prevladale in da bo enostavno Slovenska ljudska stranka se morala sama znajti in na terenu zagotoviti tistih 40 do 45 tisoč glasov, kolikor jih bo potrebovala za en mandat. Hvala lepa, dr. Jeretič, za vse te komentarje in upam, da se vidimo spet kmalu. Mi pa si jo poglejmo, kaj vse je še odmevalo ta teden v novicah, ki so objavljene tako na našem portalu, kot tudi v tedniku Domovina. Kot prvo je gotovo odmevala tema cementarne Anhovo, namreč poslanci so brez glasu proti sprejeli novelo zakona o varstvu okolja. V inštitutu 8. marec pravijo, da predlog ni bil napisan za posamezno tovarno, temveč da bi postavil nove standarde za izpuste za vse sosežigalnice. Vendar v cementarni Anhovo odgovarjajo, ni namreč niti ene cementarne na svetu, ki bi se lahko prilagodila mejnim vrednostim zapisanem v noveli zakona. Velika tema tega tedna pa je bil tudi zakon o evtanaziji. Naposled se je poslanska skupina SD večinsko, ne pa v celoti, opredelila za zakon, medtem ko so ga v Svobodi enotno zavrnili, vendar pa so že pred glasovanjem napovedali vložitev predloga za razpis posvetovalnega referenduma na temo v parlamentarni postopek. Koalicijski poslanci tako predlagajo, da se referendumsko vprašanje glasi: ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? Pri vladi pa nikakor ne ponehajo stavke. Namreč po pogajanjih med vladno stranjo in sindikatom Ministrstva za obrambo, ki zastopa operaterje številke za klic v sili 112, vladna stran ocenjuje, da ni bilo napredka. Sindikate so sicer razburili zadnje izhodišča vladne strani, v katerih so novo delovno mesto operaterja dispečerja v odpravi nesorazmerij dvignili le za 2 plačna razreda. Pri zdravnikih v sindikatu Fides nov vladni predlog za rešitev stavke sprejet včeraj zvečer vidijo kot nezadostnega. Po njihovem mnenju ni usklajen z dogovorjeno vsebino ter ne predstavlja premika v smeri stabilizacije zdravstvenega sistema. Če gremo na tuje, Francija in Moldavija sta podpisali več sporazumov na gospodarskem in obrambnem področju kot del prizadevanj Francije za upor proti ruski agresiji. Francija je vedno bolj zainteresirana za krepitev svoje prisotnosti v državah, ki jih Rusija smatra kot del svojega vplivnega območja. Že prejšnji mesec je Pariz sklenil nove obrambne dogovore z Armenijo. Po drugi strani pa je švedski premier pred dnevi na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu deponiral dokumente o pristopu iz Švedske v NATO, s čimer je slednja postala 32. članica NATO. Na sedežu NATO v Bruslju bo že v ponedeljek potekala slovesnost, v okviru katere se bo Švedska s simboličnim dvigom zastave pridružila obrambni zvezi. Za sprejem v NATO se je Švedska po 200 letih zaradi ruske invazije na Ukrajino odpovedala svoji nevtralnosti. Vse to in še več je odmevalo v tem tednu, kar si vedno znova lahko preberete na našem portalu domovina.je ali tedniku Domovina. Se vidimo prihodnji teden, ko bo na tem stolu ponovno Peter Merše.